Sicer tako, če so odprti gor zarezica, zarezice naredite, gor ne tako po dolgem, to. Še to pa še eno. Ne so kruhki, to je kruh z olivami, zeliščni kruh. Šunko težjo, ki se ohlaja trenutno. Najbolj zanimivo je tisti pojk, ki ima v prodice. Ne, če sem ga rekel. Lahko se ne noter davati ne dati. Način je še ostali jamka, ne? Če ga lahko boji. Posnetko se tam ne bo urezala zdaj. Se to maj dan, ki je videl, da to bo tako za... To nam zavetniš, ko je bilo, kje se zdaj bomo vedeli tista? Kako se to ime pomile? Živa. A se tam zvok snega? Manj žila. Ljudje sam ponudno se dela si skozi. Imaš kar srečo tudi eno probati. Javiš se, to je tako, ne? To pa je to nekak robrca. To so skutne kroglice z robom, skuta pa z drog, pa med, pa mak. Kupovala podobno. Tole so pa sirovi taki kupčki. Pa hitro skivajo. S prsti posegaj ljubko po njih, saj so kretne pomembne. Z roko si ne popacaj vsega obraza z vestjo. Prej se doma ne napokaj in odnehaj še preden si sita. Malo pojej, celo manj, kot bi ti teknila jed. Če bi kdaj Paris opazil, da Helena vaša se s hrano, z gnusom bi rekel, bedak, kje sem pa tole pobral. Glavo še bistro ohranil, duha in noge pa še čvrste. Tudi enojni stvari videti dvojno ne smeš. Sram naj bo žensko, ki zvrne se z vinom preveč nasejena. Ta si zasluži, da nanjo se spravi res vsak. Dobrodošli na svadbeni gostiji. Naši kuharji so pripravili jedi po rimskih receptih, pa tudi nekaj sladke kapljice so nam pripravili, da lahko nas zdravimo. Kuharji, kaj ste dobrega pripravili? Včeraj smo na delavnici antične kuhinje pripravili kar nekaj zanimivih jedi. Spekli smo različne vrste kruha in naredili nekaj sladic. Tudi na pijačo nismo pozabili, zato smo pripravili 2 posebni vini. O tem, kar smo ustvarili, bo več povedala Tanja. Ja, mi smo včeraj na delavnici pripravili šunko v testu, šmitovanski kruh, makove kruhalice, neke sirove zadevice, polje kruh s figami, datli, vino z medom, vino z začimbami, pač več boste še sami lahko probali. Na gostiji nam strežejo sužnji. Našima sužnjima je ime Kandid in Andronik. Poglejte ravno na skanje na njemu. Vas se pa ti rešiš, Mištruna? Vsem prepričan sem, da ima zaklana svinja dosti več pamet v glav kot ti. Ti pa si tak velik, da se cel svoj govor zapletaš in tvoje izjave niso le protislovne, ampak čist nepovezan kot svoj papir, samo kot pa z mano. Tebi se Kandid zdi, da duhovici gospod. Nisi, ne? A veš pa si? Navaren prostaški hlod. 100%. Tak prve vrste. Putoc. Prikazno, kakšna trola si. Ne boš kazal, da bi drežil ta tvoj velikani jaz. A hočeš, da te prisilim, da spoznaje, da je tak tvoj pogled budala. Se petaš zjaš in se napiješ kot miš v kahli. Ta ljudima pa niti kačke se ne pravi. Dosti imamo, pa berite se v kuhinjo. Sedaj vas vabim, da poskusite naše jedi, potem pa se pomaknite do naslednjega prizorišča.
Antično šestilo. Zdaj na 6 metrov. Visok je pa to, kot je A streha bo iz kartona? Moramo narediti Tole. Ne, tole. Ja, to že. Evo, tale nam še več časa. Špegučki pa ne drobijo tako fajn. Ja, špegučki se ne drobijo dobro. Mislim, tako sicer nikjer ne piše, da ne moraš teh ponucati, a ne to so. Vidim, da se ne zelo. Filip za detajle, koliko trudu. No, daj. Ne, rajmo. A ja, čakaj, a ja, to se imamo.
Kleše. Koji medvezel. Uspešaš, kot gib varianto. Moja mladost je škati. Ma ja. Moja mladost je škati. To se reče, kako si rekla? Ja, ona Klavdija ma reče, da je možno. Na tem mestu si lahko ogledate maketi Domusa in Teram, ki so jo izdelali strokovnjaki po naročilu naših mladoporočencev. Maketa Domusa predstavlja pomanjšan prikaz bodočega bivališča naše Flavije in Gaja. Razstavljeni so tudi predmeti, okrašeni z mozaikom, ki ga bodo krasili. Terme pa so pomemben družabni prostor vsakega Rimljana, v katerem se tudi športno in kulturno udejstvujemo in seveda poskrbimo za higieno. Tudi zunanja urejenost je zelo pomembna. Flavija in Gaj bi rada tako velike terme delila tudi z drugimi prebivalci našega mesta in njegove okolice. Pa najpodrobneje obe maketi in predmete predstavljajo kar naši strokovnjaki. Iz vseh strani me obkroža vsakovrsten hrup. Stanujem ravno nad kopeljo. Kar predstavlja si vse te raznovrstne zvoke, ki lahko pripravijo človeka do tega, da se jezi na lastna ušesa. Kadar se krepki možje urijo in dvihtijo svoje svincem obtežene roke, kadar se bodisi predajajo naporom ali posnemajo take, ki se predajajo naporom, slišim stokanje. Vsakič, ko globoko zadihajo, slišim zoprno sikanje. Kadar se mazač spravi nad koga, da bi ga namazilil z oljem, slišim, kako tleska njegova roka po ramenih. To tleskanje je različno, kakor pač mazač dela to s plosko ali pa z oboklo dlanjo. Če pa pride še kak žogar in začne šteti žoge, potem ne moram več zdržati. Zdaj pa si predstavlja še prepir in kričanje, če zalotijo tatu in tistega, ki uživa v svojem petju med kopanjem, pa še tiste, ki skačejo v bazen, da se sliši močno pluskanje vode. Poleg teh glasov, ki so vsaj naravni, si predstavlja še sužnja, ki odstranjuje kopalcem dlake pod pazduho, kako z zvonkim in vreščavim glasom opozarja nase. Ne obmokne prej, dokler komu ne uskubi pazduhe in ne prisili drugega, da začne kričati namesto njega. Fantje, moški privlačne snačostjo, naj ogori na borišču, naj se mu toga brez pack zmeraj prilega lepo. Jerman sanda naj ne bo nagrbačen in sponke ne rjave. Škorni mu ne bodo prav, ne da v ohlapnih saplja. Naj mu lasje ne štrle, ker slabo ga postriguje brivec. Roka izkušena naj loti se brade in las. Nohte brez žalnih robov negovati je treba in striči. Naj z nosnic ne moli šok za nemarjenih dlak. Naj se ne širi na dlečni zadahmu iz ustne votline, zvonim kozlovskim in sme tudi smrditi kot mus. Dekleta, naj se ne širi kozlovski vam smrati izpod pazduh svarivli. Noge vam naj ne sreše, grobe od trdih kocin. Kaj? Naj svetujem, da zob ne sme počrniti nemarnost, da si umite obraz jutraj zajeto vodo. Veste, kako pobeliti kožo si z nastrgano kredo? Tista, ki nima krvi v licih, umetno zardi. Kjer se obrv konča, jo umetno podaljšate v prazno. Mošnici hranite njih, skrivate pravi obraz. In kaj vse to neotrudno krašenje glave prispeva k zveličanju? Vaši lasje so zdaj speti, zdaj razpuščeni, zdaj se dvigajo kvišku, zdaj padajo navzdol. Nikdar pa jim ni dano, da bi mirovali.
Ene jih skušajo na silo obvladati s kodranjem, druge z učinkom prostega frljenja, vendar gre za zlagano izometničenost. Na vrh pa si pripenjate neznanske gmote v tkanino spletenih umernih las. Lasulje, včasih v obliki čepice kot nekakšne naglavne futrole s pokrovom za teme. Sijajna obramba pred očitkom, da se opirate gospodovim naukom. Vi seveda dodajate samo teži, ko si lobanjo nadzidavate z lastnimi dodatki, ki so kot nekakšni kolači ali bunke na ščitu. Če vas ni sram njihovega prekomernega obsega, vas je lahko sram vsaj njihove nesnažnosti. To je bila predstavitev. To je bilo strašno. Antično, veš, ja. Treba. Prav tak antičen zgleda. Vedno, obadno sta. Mogoče malo, edini veš, kaj mi moraš, tamle malo nižji. To, da bo bolj zgledal, ko ostalo dole že perfektno zgleda, veš. Ja, pa pusti. Če so ti všeč, pa pusti.
prestal sem. V atriju so razstavljeni talni mozaik, freske in kipi, ki so jih izdelali naši umetniki na željo naših dveh mladoporočencev. Krasili bodo njun novi dom, pa naj umetniki sami povedo, kako so jih izdelali. No, tukaj je talni mozaik, ki smo ga mi izdelali. Na začetku smo razlomili keramične ploščice. Na tok velik papir, kot je ta mozaik, smo narisali osnutek s svinčnikom, ki smo te koščke naložili gor do polovice, potem smo pa na lepilo začeli na to ploščo lepiti koščke do polovice. No, se je lepilo posušilo in ko smo vse te ploščice nalepili gor, smo zafugirali in potem, ko se je fugla posušila, ta masa, smo z mokrimi krpicami čistili to površino te ploščice, da se pač presvetijo. No, freska je pač slika na posušeno med. Ostalo, ker je na posušen med risan. Te freska kot izdelska slikarija in pač je veliko manj trajna kot freska. No, tole tukaj je ena taka freska na mitološko tematiko. Originalno je zelo lakelj, pa ne veliko prečuje. Sta dva igralca naslikana, levo masko. Tamle je boginja Diana, pripravljenosti z lokom. Tamle je njen plen, neka pa ptiča. Ti se pa ena gospa s nekim pozivom. Vse to kopijo, pompejske freske. Se pravi, za prebujene trebušne prepone bi bilo odlično, če bi delali trebušnjake, ampak vas ne bom silil v to. Vas bom pa silil v to, da si boste položili roko na trebuh, da boste začutili, da vam prepone začne delati. In boste iz trebuha izstreljevali s čim večjo silo glasove F, S, Š. Lahko samo F, lahko samo Š, lahko samo Š. Bistveno pa je, da to izstrelite tako iz trebuha, da se vam bo trebuh zatresel. Jaz imam pretiravno za. Ampak koliko hitro, da boste še izstreljevali, ne da boste kar zbomljali. Položanje, ki vam tako ustreza, da boste do glavnega odmora, da boste spali. Se pravi, ležite na hrbtu, sproščeni. Tišina je pred vami. Dihamo mirno. Nato z levim očesom vidim rumeno barvo. Z drugim očesom pa gledam modro barvo. Nato z obema očesoma spet vidim črno barvo. Nato odprem ušesa in se začnem zavedati prostora okrog sebe. Čutim ljudi ob sebi, predmete, čutim prostor, robot zunaj na hodniku in se počasi prebujam. Boste pripravljeni, odprite oči in se usedite.
Tole vajo smo drugič naredili bistveno krajši obliki kot prej, ampak nič narobe. Bistveno je to, da ste se vi samo za trenutek lahko izkoristite za tako vajo za koncentracijo. Bistveno je, da se vi ozavestite, kateri deli vašega telesa so res vaši in kateri delujejo po svoje. In da ustvarite miselne procese, ki bodo vzdržali. Koncentracija vam bo pri govornem nastopu strašansko pomagala, ker se ne boste zmedli, ker se boste lahko hitro v pravem trenutku domislili izgubljene besede, ker se boste lahko v pravem trenutku domislili kakšnega smešnega dotipa, kakšne šale. Veste, da so hudomušni nastopi najboljši nastopi, če se malo nasmejite zraven. Ne nazadnje bo vaša sposobnost koncentracije vplivala na to, da boste govor podali dobro, točno, po redu, kakršnega ste si zamislili. Imeli boste občutek za čas in znali boste pravi čas tudi zaključiti. Kjer predstavljamo antični šport. In sicer, na kratko vam povem, da so Grki poznajo šport v mnogih oblikah, čeprav mu seveda niso še takrat porekali. Olimpijske igre imajo več kot 1000-letno zgodovino. Mi pa smo pripravili 5 športov, ki so približne simulacije tistega, kar so delali v antiki. In sicer imamo met diska, met kopja, pri nas je to vortex, skok v daljino, in sicer je peteroskok z utežmi, tako kot kažejo slike, da so počeli to Grki, čeprav mi ugibamo, kako približno je to izgledalo. Potem imamo tek so na en stadij, 2 stadija, tekmovanje vprek, konjskih vprek. Zdaj, kdo bo konj, pa kdo bo vozil, se bomo zmenili. In pa rokoborbo, ker se poznajo tudi borilne športe. Poznajo se še boks, pankratijo. No, ampak pankratijo je bil recimo podoben današnjemu MMA-ju. In enkrat bo še Juri pokazal peteroskok z mesta. Vidite, da imajo v rokah uteži, a so skakali z mesta, a so skakali za leta, ne vemo točno. Uteži so imeli v roki in One, two, three, 1, 2, 3.
Prišla je večernica, fantje, vstanite. Iz Olimpa težko pričakovana večernica luč nam prinaša. Čas je, da gremo od mize razkošne, z ljudmi obložene. Vsak hip nevesta bo tu, zapojmo in svatovsko pesem. Pridi himen, Bog svadbe vesele. Vidite, fantje, dekleta, še vi zdaj ne ostanite. Glejte, večernica že se blišči visoko nad goro. Počasi je. Vidite, fantje, kako so se dvignili naglo, da nam zapojejo pesem veselo. Ušesa pridi. Pridi himen, Bog svadbe vesele. Fantje, ne bo lahko tu panve nam zmage doseči. Glejte, kako dekleta ponavljajo pesem med sabo. Pač ne za manj, saj njihova pesem je vredna spomina. Glejte jih, z dušo in srcem, z vso nemo pri svoji sopesmi. Mi pa smo srca drugam, ušesa drugam obrnili. Če nas premagajo naša pokrivka, kdo bolj se potrudi, bolj se mu zmaga smehljati. Zatorej vsaj zdaj se zberimo. Že bodo peti začele, že treba bo odgovoriti. Pridi himen, Bog svadbe vesele. Kje je na nebu večernica krutejša zvezda od tebe? Ti, ki materi ljubeča od hčere, spred drage odtrgaš, ti, ki ljubljeni materi, hčere z objema ograbljaš. Dekle nedolžno izroče strašno gorečemu fantu, ma ravnajo sovražniki kruteje z mestom nozi. Pridi himen, Bog svadbe vesele. Kje na nebu večernica zvezda je slajša od tebe? Ti, ki svojim sijajem za roko napraviš veljavno, ker so sklenili možje, ker starši poprej namenili. Šele te dajo veljako tvojo z blestinam svetlova. Mar je na svetu kaj slajšega, kot je ta srečni pravitelj? Pridi himen, Bog svadbe vesele. Kakor cvetlica, ki raste samotno v grajenem vrtu, zadnjo živina ne ve, ruk se še mi dotakne. Može jo sapljajo, sonce krepča, dež napada. Vsakdo si jo zaželi, ko bom prijete da šilja. Fantje se jo zaželi, dekleta jo imajo rado. Kadar pa z vrta utrga na venet in cvet se uspeji, več je ne marajo fantje, nič več je ne želi dekleta. Prav tako tudi dekle ne dotaknejo same predraga. Kadar pa njeno telo izgubilo in cvet devištva, ni zaželena več fantom, nič več ne draga dekleta. Pridi himen, Bog svadbe vesele. Kako osamljena trta, ki raste na polju brez drevja, dokler se kvišku ne uspe, rodi okusnega okolja. Nežno telo pod sadeža težo do tal pogiblje. Z vrhnimi listicami korenine se rasne dotika. Zanjo ne marajo kmetje, ne zmeni se zanjo mladina. Kadar pa bresti oklene se, družno z njim kvišku se uspenja, vsak si jo kmet zaželi si jo tudi mladina. Prav tako deklici sami, brez haska minevajo dnevi. Kadar pa v zrelih je letih in zakon primeren doseže, draga je svojemu možu in staršem nič več ne nadlega. Pridi himen, Bog svadbe vesele. Ti se dekle, ne vojskuj, ne upiraj se takšnemu možu. Ni se spodobno upirati, komu sta v zakon te dala oče in mati. Obogati moraš očeta in mater, ni samo tvoje devištvo. Roditeljem delež pripada, 1/3 očetu in 1/3 materi. Le tretjina je tvoja, nikar ne vojskuj se z obema. Zato to obene vse svoje pravice sta zetu izročila. Pridi himen, Bog svadbe vesele. Pred nami stoji rimska družina, ki jo sestavljajo oče Flavij, mati Pavlina, njuna hči Flavija, njen zaročenec Gaj in družinska služnja Pandora. Poleg njih sta Jupitrov svečenik in družica, spremljajo pa jih tudi svatje. Oče Flavij je svojo hčer Flavijo, ko je bila še otrok, zaročil z Gajem iz poštene in premožne družine. Ob zaroki je bilo prisotnih več prič. Flavija je dobila darilce kot jamstvo za poroko, mlada dva pa sta si izmenjala tudi zaročna prstana. Danes se bosta 14-letna Flavija in 17-letni Gaj poročila. Imata se zelo rada. Poročila se bosta pred Jupitrovim svečenikom in si v znamenje verske združitve razdelila pirino pogačo.
Ker mora biti Flavija lepa za svojega Gaja, se je lepotičenje začelo že včeraj zvečer. Mati Pavlina in sužnja Pandora sta se s svojimi spretnimi prsti najprej lotili Flavijinih las. S konic sulice sta jih razdelili na 6 pramen, ki sta jih spletene v kite, ovili okoli glave in pritrdili z volnenimi trakovi. Ko je bila frizura nared, sta jo oblekli v tuniko in okoli ledi ovili pas in naredili Herkulov vozek. Ozdaljšali sta jo z lično izdelanim nakitom, glavo pa sta ji pokrili z oranžno-rumeno tančico, ki ji rečemo flameum, saj flama pomeni plamen in tančica je podobne barve kot plamen. Flavija se je poslovila od svojih igrač in jih izročila družinskemu Laru v varstvo. Danes pa bomo našo Flavijo in Gaja združili v zakonu. Vsi so zbrani tu, v Flavijevi hiši. Nevesta bo pred ženjenom v znamenje pripravljenosti na zakon izrekla znamenito formulo. To pomeni, kjer boš ti Gaj, tam bom jaz Gaj. Feliciter, feliciter. Nekoč smo v atriju darovali svinjo, pregledali njeno drobovje in iskali božja znamenja, za katera smo upali, da bodo ugodna. Dan danes pa si bomo pred pričami le izmenjali pogodbe.
Tedaj, ko sta si Flavija in Gaj obljubila zvestobo in je mati Pavlina za blagoslov zakona in za rodovitnost prosila vzvišeno Junono, ste vabljeni na poročno gostijo. Ker pa vas je veliko, se boste razdelili na več skupin, ki bodo krožile od prizorišča do prizorišča. A razred je vabljen, da si v atriju poleg nas pogleda mozaike, kipe in freske, ki sta si jih kot dekoracijo prostorov svojega novega bivališča zaželela naša mladoporočenca. B razred naj se poda mimo vestinega svetišča v Platonovo votlino, kjer vas čakajo Sokratovi učenci, sprehodili pa se boste tudi mimo Pergole. C razred naj gre v 3 klini, ter okusi nekaj jedi, ki smo jih v poročnem slavju pripravili za goste. Š razred naj se poda v palestro, kjer se urijo naši športniki in naj se tudi sami preizkusijo v različnih športnih panah. D razredu pa bi radi v Tršarjevi sobi pokazali maketi rimskega domusa in term, ki so jih naši arhitekti naredili po Gajevem naročilu kot načrt za novo bivališče in kopališče ter mozaike. Ko boste vse skupine zaokrožile po prizoriščih, se zberite v dvorani, kjer bomo prisluhnili slavnim govornikom in si ogledali odlomka iz Plautove komedije o loncu, opremljena z glasbeno spremljavo. Najprej pa prisluhnimo še samima nevesti in ženinu ter dekletom. Srečni ženin, zlato obhajaš, ki si jo želel, tvoja je danes žena, ki si jo želel. Mila je tvoja lepota, nevesta, nežno ti zrajo oči, ljubezen je žar ti razvit po obličju. Ženin, čast je veliko izkazala ti gibris. Srečo nevesta, srečo ženin, srečo in blagoslov. Povedal rad bi nekaj, pa brani me sram. Želel bi kaj, kar je pravično in pravo, in ti jezik ne bi motal grdih besed. Ne gledal sram iz očiti, temveč govori bi kar odkrito. Me dekleta pa bomo pred vajinimi vrati vso noč prepevale, dokler se ne zasvita, pele o tvoji ljubezni, pele o nevesti z violicami na prsi. Ko pa te ženi, da si svet prebudi, pojdi k prijateljim svojim, našemet, sladko, hiročimi slavčki in želimo svanec. Vesta, nakloni mi milost, moj glas zdaj v tvoji službi, kolikor zame sploh gre zreti tvoj sveti obred, vas zatopljen, molitev, znenada zaznal sem božanstvo, radostno zemljo, oblil rdečkasto rožnate svoj. Kaj pa da, nisem te videl, boginja, tako in tako, moški te vzreti ne sme, vendar pa to, česar prej nisem vedel, kjer taval sem zmoti, vse sem do dobra spoznal, ne da bi kdo me učil. Streho, ki gleda še obronu, nekoč je pokrivala slama, stene bile so preplet žilavih vrbovih šip. Vendar je tempelj tedaj imel isto obliko kot danes, pravijo. To ima skrit razlog, ki ni kar tako. Vesta in zemlja sta isto, nikdar ima plamen ne ugasne. Zemlja in ogenj, oba dajta templju pečat. Zemlje, okrogle kot žoga, noben stebr ne podpira. Obla drži v ravnovesju, že njeno nenehno vrtenje. Manjka vogal, ki bi znal ki povzročiti pritisk. In čeprav ima prostor odmerjen središču vesoljstva, brez okrogle oblike, kak del bi približal se robu, zemlja več ne bi bila svetu srednja utež. Isto podobo pa kaže svetišče. Iz njega ne bode oko noben, a držjo kupola brani dostop.
sem sul. Počel sem desno. Veste, kaj na pompu. Ok, bom jaz. Zavete, fazani in magistri, včeraj smo se udeležili retorične delavnice. Mar veste, kaj je to retorika? Ne odgovarjajte, to je retorično vprašanje. Pa vam tudi ne bom povedala, saj s tem uporabljamo retorično figuro, ki se imenuje ustvarjanje ozračja. Ampak ker ste samo vi, mislim, da vam lahko izdam. To je umetnost govora. Kot smo že nakazali v uvodu, mnogi govorniki veliko govorijo, povejo pa bolj malo. Na delavnici smo se sicer trudili ravno nasprotno. Z nekaj kilometrine pa morda postanemo pravi Aristotel. In res, pogovarjali smo se o Aristotelu, ki se je kar precej ukvarjal z retoriko. Napisal je kar precej zajetno knjigo, kateri, ne boste verjeli, je dal naslov retorika. Ko smo se naučili nekaj osnovnih pogojev za dober govor, smo prišli na vaje za naš govorni aparat. Naprimer, fikus! In potem še malo trbušnjakov in to je bilo to. Podobne vaje pa je prav gotovo izvajal tudi Plavot, ko je bil še igralec. Titius Macius Plautus. Plaut je bil prvi rimski pesniški komedijant. Snov je črpal iz del grškega ustvarjalca Menandra. Priredil jo je za rimsko publiko v času od 3. do 2. stoletja pred Kristusom. Zaradi tega je postal sužen in se lotil pisanja komedij. Ena izmed njegovih najbolj znanih je bila, ali kdo ve, katera bi lahko to bila? Že spet retorično vprašanje. To je Abularija ali komedija v loncu. Ste kdaj imeli željo, ki se vam je uresničila, pa potem niste bili srečni? Prav to se je zgodilo Euklionu, ki je v lonec skril zaklad. S tem zakladom pa so same težave. Zapleti so razgibani, dogodivščine burkaste, dejanja pa se slednjič razpletejo v srečen konec. Ali mogoče veste, kaj zdaj sledi? Retorično vprašanje. Raje se prepustite dramski skupini, da vas za nekaj trenutkov prije nazaj v antiko z odlomki Virartove komedije o loncu. Da ne bi kdo ugibal, naj na kratko povem, kdo sem. Sem Laj, varuh te hiše, iz katere prišel sem, kot ste videli. Že del dosedanjega lastnika bil sem varuh. Že ded njegov je zaklad zakopal, tam, pod ognjiščem, in me prosil, naj ga varujem. Še v smrtni uri, tak skopuh je bil, ni maral tega sinu izdati. Rajše je videl živeti sina v revščini, kot da bi mu zaklad izdal. Zapustil mu je le kar po zemlje, da je bedno živel in trdo garal. Po smrti deda sem opazoval, če me bo sin kaj bolj spoštoval kot njegov oče. Pa se sin, zame zmenil je še manj me je častil. In tako enako sem uvrnil. Umrl je podobno kot prej oče njegov in zapustil sina, ki sedaj živi v tej hiši. Ima le eno hčer. Ta me vsak večer časti s kadilom, z vinom in zajša z venci. Njej na ljubo sem dal, da Euklion zaklad je našel. Tako jo bo lažje oddal zakon, kot je tudi sam želi. Pa je fant premožni storil silo. Fant jo pozna, ki je to storil, dekle pa njega ne. In tudi oče ne sumi, da bi bilo z njo kaj narobe. Danes bo zanjo prosil stari sosed. To bom storil zato, da jo bo lažje vzel fant, ki je storil silo. Stari sosed je namreč pojec fanta, ki je storil silo. Stari se spet vele, vek naganja, boji se, da mu ne bi zaklad skopotel. Hej, Stafila, odpri nam vrata. Kdo kliče? Stropila. Kaj bi rad?
svadbo. Bo Cveverjeva svadba? Zakaj sprašuješ? Ker nikjer ne vidim niti kaplje vina. To bo kasneje Evklijom prinesel. In drv nimamo. Imate strešne veže? Ja, seveda imamo. Ja, no, vsaj to so tudi drva. Govedo! Ti bi za večerjo in za svojo plačo celo hišo požgal. Čap, na delo. Ti kuharji vedno nekaj govorijo, naredijo pa nič. Danes sem hotel zbrati za svoj pogum. Šel sem po ribe na trg. Pa joj, draginja, drago je vse. Draga junetina, draga govedina, draga tunina, teletina in svinina. Drago je vse, ker sem še bolj sit. Od ruhe sem pustil prazni krok z dolgimi naslovami. Besen sem odšel, nisem nič kupil. Na poti domov sem razmišljal sam s sabo. Kar v prazniku si privoščiš, čez teden dni pristradaš dobesedno. Če nimaš nič prehranke, seveda. To sem razložil trebuhu in srcu in se je s tem strinjal, da svojo hčerko čimce ne pročim. Kupil sem le ščepkadila in ta venče. Zakaj vidim? Hišna dela odprta in v njej trušč. Imamo kakšen večji lonec. Pa je premajhen, manj ne gre vse. To ribi, zato so v lonec so našli. Oh, Apolon, ti si že komu pomagal. Zadej mi s puščicami te tatove. Če si že komu, da si nikomu pomagal. A kaj oklevam? Dokler nisem mrtev. Če hočeš, lahko še legijo služno pripereš, kuhajte, delate, sukajte, kot vas je volj. Ja, in to nam poveš zdaj, kot se nam skoraj glavo odsepa. Prš v hišo plačajo se za delo, ne za čekanje.